No, drugo berilo pa nam govori Pavel, apostol, ki ga piše Galačanom. Živite v duhu, pravi, prosi, nikar ne strezite več samo mesenosti, posvetnosti, po želenju mesa. Kajti meso si želi, kar je zoper duha, duh pa, kar je zoper meso. Ja, vidite, imamo mi težave na tem svetu. To harmonijo med duhom in mesom. Med posvetnostjo, to, kar vidimo v horizontali, in to, kar je vzgoraj, ko dvignemo pogled. Da bi doumevali tudi duhovni svet, ki ga premalo doživljamo, premalo čutimo, ker je pač duhoven. Je razumljivo, saj Gospod je gotovo z nami v teh stvareh potrpežljiv in zna tudi nas prijeti takšne, kakršne smo. No in potem je tudi povedal, kakšni so sadovi mesa. Sovraštvo, prepirljivost, ljubosumnost, nevošljivost, žrtje in še kar je takega. Glede tega vas naprej opominjam in sem vas že opominjal, da je treba to obladovati in se podvreči duhu Božjemu, ki v vas prebiva. No in potem našteje apostol Pavel tudi duha, sadove duha ljubezni. To je pa veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dolgotljivost. Vidite, kako nas te besede pobožajo. Kako potrebujemo tega. In to je res dar duha. In za te darove, za take darove moramo kar večkrat prositi, ker jih zelo pogrešamo, jih nam zelo manjka, zelo so koristni zlasti v naših razmerah, ko smo sedaj tako nataknjeni, ko tako gledamo, kdaj se bo kdo kaj spotaknil, kdo bo kdaj kaj narobe rekel, kdo bo kdaj kaj narobe mislil ali kaj podobnega, ali mu pa tudi, če tega ne počne, mu pa to s kakšno drugo pretvezo pa že očitajo in ga obsojajo in mu celo grozijo smrtjo. Zato moramo današnji praznik res dobro izkoristiti, da nas današnji praznik prebudi, obudi, da bi bilo več teh darov Svetega Duha, da bi bila res med nami ljubezen. No in danes imamo priložnost. Priložnost, da se sprejmemo teh nekaj ur, ki bomo preživeli tukaj, na tem dvorišču sredi Ljubljane, ki je tako in tako, ki imajo čudne proteste v petkih, da mi tej Ljubljani vendar damo vedeti sebi in drugemu, da se da tudi lepo živeti, da se da sprejemati drugega, da se da odpuščati, da se da obvladovati samega sebe in da smo malo bolj potrpežljivi. No, to bomo tudi skušali danes popoldne, po tej maši posebej skušali doživeti. No, še dve besedi, Evangeliju, ki smo ga slišali, ki je dosti kratek za današnji veliki praznik, ko pravi Jezus, ko pride to lažnik, ki ga vam bo poslal Oče, Duh resnice, ki izhaja od Očeta, vas bo spomnil in učil vsega, kar se vam povedal. Vidite, ta Božji Duh je v nas, da nas stalno prebuja, da nas stalno opominja, da ne zaspimo, da ne zadremljamo in da ne omagujemo, predvsem pa najhujše, da ne obupujemo. In veste, da so tudi ljudje med nami,
ko carajo nad seboj, nad tem svetom, ki včasih vidijo samo negativno, se je res veliko negativnega, zlasti ko poslušamo te vsedanja poročila v teh medijih naših, je veliko negativnega, ampak vendar je Bog z nami in nad nami in pošilja tega duha, da bi videli tudi mal prave resnice in samega sebe v pravi luči in da bi tudi z drugim znali potrpeti. Tako naj nam res to srečanje na tako velik praznik, na Bingošti, ki naj nam res ostane v lepem spominu, prebudi, da smo res med seboj prijatelji, da smo bratje in sestre, da smo Slovenci, da smo pravi ljudje po Božji podobi, ki smo bili krščeni, ki smo bili birmani in ki znamo tudi kaj moliti in premišljevati, kar je Božjega.